in jih kar pozdravljam, dva gosta, gospod Gorazd Zakrajšek, svetovalec za Zdravo. inovacije v podjetju Frodix, ki bo predstavil glavne izzive in priložnosti, ki jih umetna inteligenca prinaša na področju B2B e-commerce. Drugi gost z nami pa je gospod Jure Pleško, tehnični direktor podjetja Tuli, ki bo predstavil, kako umetno inteligenco v svoje poslovanje uvaja zmagovalno podjetje našega natečaja za naj B2B e-commerce leta 2024. Naj dodamo še, da izbor za najboljši B2B e-commerce projekt, s katerim iščemo predvsem digitalne in inovativne strategije, pripravljamo na časniku Finance tudi letos. Razpis za leto 2025 je že objavljen na spletni strani časnika Finance. Zato bomo to priložnost izkoristili, da podjetja povabimo k prijavi na letošnji razpis. Iščemo, kot sem že dejal, inovativne projekte, ki so za uvedbo in uporabo naprednih digitalnih tehnologij prispevali k izboljšanju učinkovitosti B2B posla. Preden predam besedo prvemu gostu, naj dodam še, da je tokratni webinar del projekta Spletno poslovanje, po katerega veliko pišemo o pomenu in koristih e-commerca. Zadnji 2 leti pa smo se posebej posvetili hitro rastočem segmentu B2B e-commerca. Vabljeni torej tudi k spremljanju in branju naših vsebin. Sedaj pa je čas, da mikrofon predam našemu prvemu gostu. Pred tem samo še obvestilo vsem, ki nas spremljate, vkolikor imate za naše goste vprašanje, nam ga napišete v okno za chat in bomo potem odgovorili na izbrano vprašanje. Sedaj pa, gospod Gorazd Zakrajšek, beseda je vaša. Super, hvala Klemen za uvod. Samo da rešimo še malo teh tehničnih zadev. Ko smo prej vse testirali, vse delovalo brez problema. Pa samo da share screen, to je nekam zataknil. Je šlo, Gorazd? Bo. Ok, super. Takole. Ja. Evo. Zdaj, hvala najprej za tole priložnost, da danes predstavimo par izzivov, pa par priložnosti, ki se pojavlja na področju AI-ja in posebno AI-ja v uporabi v B2B poslovanju. Zdaj, vsi smo nekako seznanjeni, kaj je ChatGPT naredil ali pa kje vse se je ta buzzword uporabil, kje je imel neke učinke, kje ni imel nekih učinkov. Je pa res, da zelo malo je pa nekih stvari konkretnih trenutno, da bi lahko videli, ok, to so neki use case, kjer lahko res že danes to tehnologijo uporabimo ali pa imamo tudi že neke rezultate. Danes je res namen, da se o tem malo pogovorimo, ker če pogledamo neko samo statistiko, vidimo, da v zadnjem obdobju, nekje od takrat, ko je Klemen rekel, da je ChatGPT ogledal luč sveta, je zelo v porastu iskanje po AI-ju, po vertikalnih AI agentih in tudi ta termin agentic AI je zadnje čase zelo, zelo v porastu. Zdaj, jaz sem se danes osredotočil, da gremo res pogledati, mogoče kje lahko AI, pa ne samo AI agente, uporabimo v B2B poslovanju. In če si zamislimo, imamo neke 3 nivoje, kjer se že danes uporabljajo AI rešitve, lahko zgrajene tudi na star način, ali pa že te novodobne rešitve zgrajene na področju LLM-a. Se pravi, prvi del je definitivno komunikacija in podpora. Se pravi, imamo chatbote, ki nam lahko odgovarjajo tudi iz predpripravljenih nekih odgovorov, AI zna razumeti, kaj stranka želi imeti. Potem je recimo agent ali pa pomoč AI lahko pomaga pri tem, da najdemo neke produkte na spletni strani, recimo v B2B poslovanju so to lahko zelo kompleksni produkti, lahko so zadaj zelo veliko nekih tehničnih informacij, ki jih je potrebno poznati in AI nam lahko tukaj omogoči, da lažje najdemo ta pravi produkt, ki ga iščemo, se pravi skrajšamo ta postopek nabave, mogoče so prej najdemo ta izdelek, ki ga prej drugače ne bi našli, pa smo mogli zelo veliko neke dokumentacije prebrati. Hkrati nam pa pomaga, mislim, da bo tudi
kolega iz podjetja Tuli, pač to tudi malo potem bolj konkretno pokazal, recimo na nekih prevodih, lokalizacijah, in to je recimo zelo nam omogoči, da smo zelo globalno prisotni, kar mogoče prej smo rabili zelo veliko nekih denarnih sredstev, smo recimo se te prevode zgradili. Drugi nek steber, kjer AI danes lahko že zelo veliko naredi, je na sami personalizaciji ponudbe do našega B2B partnerja, se pravi, da znamo razumeti, kakšne so bile pretekle interakcije, da znamo ponuditi next best offer, se pravi, kaj bi bila lahko neka dodatna ponudba, kdaj se neka pogodba izteče, pa bi bilo to recimo fajn obnoviti, mogoče spodbuditi, da nekdo poveča neko naročilo, da naroči neke komponente, ki bi bile dopolnilo temu, kar je v preteklosti naročil. Hkrati nam pa AI v tem prodajnem delu lahko pomaga pri tem, da znamo boljš skorati lide, se pravi potencialne neke partnerje, s katerimi bi delali, da znamo ugotoviti, kateri so tisti, s katerimi se moramo bolj ukvarjati, kateri so rizični, da bodo odšli od nas, in nam zna tudi konec koncev pripravljati neke segmente in na neki ravni nam tudi lahko analizira nek sentiment, se pravi sentiment neke interakcije z nami, in da vemo, s kom se pač dejansko moramo ukvarjati. Hkrati pa tudi lahko dobimo iz trga nek sentiment, kjer nam omogoča, da damo neke informacije oziroma se znamo odzivati na priložnosti ali pa nevarnosti na trgu. Ta tretji nivo je najbolj mogoče poznan že od prej, se pravi nek forecasting, napovedna analitika, se pravi iz vsega tega, kar pač imamo zbranega v naročilih, nam lahko pač sistem oziroma AI pomaga predvidevati neko potencialno zalogo, zna nam v bistvu priporočati, kaj bi bilo naslednja stvar, ki bi mogli narediti, zna nam boljše analizirati mogoče nekatere podatke, kot pa smo jih bili možno prej sami. Tako da recimo, če bi pol še ta B2B malo razširili še v ta del proizvodnje, bi lahko rekel, da nam tudi tam lahko pomaga. Zdaj, če gremo pol pa mečka naprej v tej AI agente, pa AI agente bomo pol prvo predstaviti skozi ta svet B2B e-poslovanja. Zdaj vidimo, da je te vsebine ogromno zgenerirane, kaj agenti so, pa kaj niso. In jaz mislim, da tukaj nekje 210 sem naštel, ki je prebral, da je nekih definicij, kaj so agenti. Zdaj jaz bi se tukaj osredotočil na to, kako mi, ki načeloma svetujemo pri implementaciji, pri postavljanju takih sistemov, kaj mi razumemo, kaj je to AI agent, kaj je razlika med AI agentom in nekim chatom, ki smo ga navajeni, nekega chatbota. AI agent, za razliko od nekega chatbota, se znamo najbolj predstaviti kot nek inteligenten programski sistem, ki zna avtonomno izvajati naloge in se zna prilagajati, se pravi, glede nekega konteksta preteklih informacij in je ciljno usmerjen za dokončanje določene naloge. Zdaj, neke glavne elementi ali pa neki glavni sistemi, ki jih AI agent ima, je to, da se je sposoben odločati, da glede na neko nalogo, ki mu jo damo, ki on zna razumeti, moram narediti te 3 korake, zna se odločati, kateremu subagentu ali pa svojemu delu svojega znanja si lahko razumemo, kot da bi z angleško besedo rekli skillsi, in skillsi lahko, da zna pogledati v določeno našo bazo znanja za določen odgovor, lahko zna pogledati recimo v naš CRM, pa poiskati, kakšna je interakcija s to osebo, lahko zna v ERP določen podatek pogledati, lahko na naš e-commerce pogleda določen podatek in vrne ta podatek v drug del chata, drug LLM, ki z tega zna pripraviti en odgovor. Seveda je zelo pomembno, da imamo tudi neka orodja, to so povezave na zunanje aplikacije in storitve, tako da zna poiskati zadeve na webu, da zna poklicati nek API klic, to se pač sovpada z znanjem. In v spomin in učenje, te dva se tudi sovpadata, se v bistvu shranjuje neke pretekle interakcije na nivoju posameznika, se pravi, da lahko nekdo, ko se identificira in pride čez nekaj dni na isti chat ali pa je v istem threadu, se potem AI zaveda tega konteksta. Hkrati imamo pa tudi en tak spomin na nivoju celotnega agenta, kjer lahko
se potem naprej agent uči, da v bistvu pripravlja boljše odgovore, boljše outpute daje. Zdaj, tukaj AI agent moramo razumeti, da ni to vedno text in, text out, lahko so vizualne komponente, lahko je to procesni AI agent, ki bo po določeni formi, kamor ljudje spomnijo nek obrazec, izvedel neke zadeve, ki bi bile prej ročne, jih obdelal, vključil človeka tam, kjer je potrebno in mu dal nek kontekst, ali pa, ne vem, že pripravil neko poročilo za stranko, pa bo potem lahko samo, recimo, ne vem, živi agent ali pa oseba sam še kakšno zadevo dodatno validirala. Imamo zelo različne nivoje tega dela. Zdaj, najbolj si bomo znali predstavljati skozi ene take konkretne primere, kaj so AI agenti oziroma kje lahko AI pomaga v podpori strankam. To je recimo tudi en tak primer, ki bi ga zdaj želel predstaviti. Če si predstavljamo, da imamo neko B2B poslovanje, pa nam stranke z nami kontaktirajo prek telefona, prek spletnih obrazcev, prek e-maila nam piše določena vprašanja, naročila, pa imamo recimo, če še stojino delamo, imamo še WhatsApp, pa imamo Messenger, pa na spletni strani imamo še chat, mogoče še Viber v nekaterih primerih. In zdaj nek prvi korak ali pa evolucija tega podpori strankam, da sploh pridemo do nekega tega AI dela, je, da najprej centraliziramo vse te kanale na eno mesto in znamo iz vseh teh kanalov dobiti na eno mesto, se pravi naš kontaktni center, v neko enotno masko, pač vse mnenja ljudi. In kaj smo zdaj v bistvu tukaj naredili? Zdaj vse smo dali na eno mesto in vemo, da recimo iz Francije nekdo lahko napiše v francoščini, pa nekdo je Španijo v španščini ali pa piše mogoče v angleščini, pa je angleščina mogoče malo drugačna. In je recimo, če želimo pa zagotavljati večjezično podporo, bi bilo pa to zelo stroškovno manj učinkovito, recimo, če želimo imeti neko agilno podjetje. In ena zadeva taka je, da nam zna AI prevajati vsa te sporočila, se pravi najprej iz izvornih jezikov v jezik, ki je primeren za našega agenta, in potem, ko agent lahko odgovori v svojem jeziku, ta zna odgovoriti nazaj stranki na tisti kanal, s katerega je ona poslala, v jeziku, v katerem je ona tudi napisala stvari. To je neka, rečemo, vmesna faza. Potem pa, ko imamo vse na enem mestu, vemo, da so različni nivoji nekih tiketov ali pa nekih podpornih aktivnosti, podpornega četa, ki jih imamo. In zdaj problem pri tem je, da AI ne more odgovoriti na vse zadeve, ker nekje je pomembno, da se vključi živi agent, če tako temu rečemo, ali pa oseba, ki bo znala pogledati v ERP določene podatke, mogoče bo mogla v kakšne sisteme, ki niso povezani, pogledati stvari, ali je potrebna neka dodatna empatija pri reševanju samega tega tiketa. In zato je neka naša taka praksa, take zadeve upeljujemo, je, da prvo AI zna klasificirati zahtevke. In že v tej prvi fazi določimo, glede na pač vzorec vseh teh tiketov, ki jih podjetje ima, na katere lahko AI agent odgovori samostojno in katera znanja so pravzaprav potrebna in katere integracije mora imeti. Na drugi strani pa AI agent služi kot pomočnik, kot AI assistant osebi, se pravi, da mu pripravi odgovor, pa ga potem še vedno živ agent posreduje naprej stranki, mu pomaga pripraviti ponudbo, pa jo potem on sam pripravi, pa pošlje naprej ali pa mu validira določene obrazce. Se pravi, to je en tak primer, kjer lahko AI uporabljamo zelo konkretno v poslu, da se ga pripeti na različne sisteme in s tem v bistvu se nam kar skrajša čas odgovorov. Recimo tukaj je en primer, na primeru Limpeja. Recimo mi smo skrajšali nek odgovor se pravi za nekje 80% kategorij, to so tiste kategorije, kjer ljudje ne gledajo FAQ-ja, ne gledajo baze znanja na spletni strani, ampak sprašujejo stvari, ki bi jih lahko našli na spletu. So tam na voljo, smo tam zmanjšali 6 ur nekje na približno 3 minute
en tak odgovor, se pravi za tistih 20% kategorij, tukaj vidimo, da je AI določil kategorijo, ki pa zahteva vpogled v finančne podatke posameznika, se pravi v core sistem, v tistem primeru pa AI ne posega v odgovarjanje, ker gre za občutljive podatke, ker so podatki finančni in dokler ni narejena validacija, se pravi, da mi vemo, da res piše oseba A, sprašuje za osebo A, ne pa da nekdo drug se izdaja kot jaz, pa sprašuje recimo o mojem stanju financiranja, pa bi lahko iz tega dobil moje podatke, pač teh podatkov na take stvari AI ne odgovarja in to, rečemo temu pamet ali pa ta znanje ima AI agent ukomponiran in zna dejansko iz samega konteksta, iz vprašanja razumeti, a so to potrebni take informacije, se pravi taki podatki, in če so potrebni taki podatki, pač zadevo samo posreduje naprej živemu agentu. Zdaj, drugi case, ki sem pa danes želel, da ga malo bolj konkretno pogledamo, in je zelo pomemben v B2B poslovanju, je pa pridobivanje nekih novih potencialnih partnerjev. Vemo, da je danes veliko napisanega ali pa veliko stvari ali pa veliko sistemov obstaja v tem, da AI zna poiskati, ne vem, ali pa obogatiti podatke, recimo iz nekega spletne strani podjetja, zna ugotoviti več informacij. In tukaj je ena rešitev, ki jo tudi mi razvijamo, naša rešitev pomaga na dveh delih, ki sta zelo ključna pri tem pridobivanju novih poslovnih partnerjev. Prvo je, da iz nekega seznama podjetij znajo razumeti, s čim se to podjetje ukvarja, zna pridobiti informacije iz javno dostopnih baz o tem, kakšen tip podjetja je, koliko je podjetje veliko, na LinkedInu kakšen URL ima, kje je locirano, kaj so neke njegove specialnosti, kaj so neki ICP tega podjetja. To nam je vse pomembno, da mi vemo, smo mi podjetje fit za to podjetje, da bi z njim delali, ali pa da imamo mi nek produkt, ki ga lahko njim tudi prodamo. Potem drugi del, ki je pa še bolj smiselen ali pa še bolj pomemben, pa je, da mi od tega podjetja znamo identificirati ključne osebe, s katerimi bi začeli en tak prospecting pogovor, se pravi, ki bi jih kontaktirali, bi jim povedali, mi pa nudimo te produkte, pa nam lahko tudi B2B e-commerce imamo tudi za to, da lahko direktno naročate, možnost je povezava tudi prek XML-ja, prek API-ja in najdete te podjetje, pa koga nagovoriti, to je kar izziv. In zato tudi tukaj nam AI pomaga identificirati ključne, se pravi, ljudi v podjetju, glede na nek opis, ki ga mi v bistvu zdefiniramo, ker rečemo, želimo imeti nabavnike za tako in tako področje in nam AI pomaga poiskati tukaj prave kontakte, ki jih potem pač obogatimo z znanjem o tem, kaj so v preteklosti delali, s tem, da v bistvu pogledamo njihove podatke na LinkedInu, pogledamo, so kakšne bloge pisali, kje se oni udejstvujejo in znamo v bistvu razbrati tega. In vse to je ključno z tega, da ko bo en prodajalec, ki bo delal outreach, kontaktiral to osebo ali po telefonu, ali pa bo poslal en cold email, bo zelo velik kontekst lahko na to dodal. Ne bo šlo to za cold emailing, ampak bo zelo veliko več podatkov imel, lahko bo zelo personalizirano napisal, kar pa pomeni veliko večja učinkovitost na koncu. In tak agent je en od elementov v B2B poslovanju, ki lahko živi na strani v prodaji, hkrati se zaveda produktov, katere prodajamo in zna v bistvu biti res en tak asistent prodajalcem, kar pa hkrati pomeni, da ne rabiš imeti toliko prodajalcev, ko si lahko v bistvu določen del taskov zautomatiziraš. Zdaj, vemo, da v tem B2B svetu je tudi so sejmi še vedno zelo, zelo popularni in tudi koristni. Zato smo tukaj predstavili en tak koncept, kako pravzaprav lahko sejem postane mesto,
kjer dobivate v bistvu dobra povpraševanja in ni sejem tisti, kjer po sejmu običajno je tako, da zbereš vizitke, pa pol po sejmu moraš to vnesti v en sistem, delati klasifikacijo, malo raziskati ta podjetja in potem vzpostaviti nek stik. Vemo, da to gre zelo veliko časa, čas pa pomeni izgubljen denar na koncu. Zdaj ena taka zadeva, ki jo naš prototip agenta zna delati, je, da glede na to, kateri sejem definirate kot ciljni sejem v podjetju, rečete, mi gremo pa na ta sejem, je prvi del tega, da pridobi celoten seznam obiskovalcev, pač različne od sejma do sejma, nekateri imajo to tudi zaklenjen, tam je potem to uvoz podatkov na drugačen način, ne prek tega, da sistem sam poišče. Ko sistem zna poiskati, se pravi, udeležence na tem sejmu, je zelo pomembno, da pridobi podatke o teh podjetjih, ki so, se pravi, da zna razumeti, kaj ta podjetja v kontekstu tega sejma iščejo, s čim se ta podjetja ukvarjajo, kakšne so v bistvu njihove želje, zna definirati nek njihov USP, nek ICP. Hkrati pa to shrani v neko vektorsko bazo, kjer lahko naprej z njo bistveno več stvari delamo, se pravi, vektorska baza pomeni, da je ta baza možna kasneje, da jo je možno uporabiti tudi v drugih AI modelih. Mi tukaj vmes rečemo, če je to AI, ki dela na celotnem orchestration, se pravi, so posamezne faze v tem AI delu, se pravi, prvi del pridobivanja podjetja, pa potem iz tega dobimo prospekte. Je potem eden izmed agentov taki, ki zna klasificirati podjetja klasificirati po tem delu, da se ujemajo z našim ICP-om, se pravi, to, kar mi želimo tem podjetjem prodajati, ker nima smisla se ukvarjati pa v bazi shranjevati tista podjetja, kjer mi nismo match, s tem, da vemo, da nekatera podjetja bo AI znal zelo dobro zdefinirati, na nekaterih podjetjih bo pa potem AI mogoče rekel, to je 40% verjetnost, kar trdim, tukaj je pač potrebno, da nekdo ročno reče, ta podjetje je naša priložnost, ta podjetje pa ni naša priložnost in spet to se AI agent v tem primeru Company Qualifier nauči in za naslednjo. Potem pa, ko imamo klasificirane lide, je pa potrebno najti te prave osebe v podjetjih in imamo tak koncept tukaj le predstavljen, kjer v bistvu iščemo po javno dostopnih podatkih. Google pa LinkedIn sta taka, potem pa tukaj imamo Rocket Reach ali pa podoben sistemov teh, ki delajo obogatitev podatkov, kar nekaj. Malo odvisno, na katerem trgu je podjetje, ne vem, prisotno, tako da dobimo pač podatke, kot so e-mail, telefon, neko zgodovino tega kontakta, se pravi, kakšne pretekle role je opravljal, kakšne projekte je ta posameznik delal. In to je en tak skupenk podatkov, potem damo direktno v CRM, od kjer naprej pa potem prodaja izvede ali nek cold email ali outreach po telefonu, ali pa se pripravi neka sekvenca, zdaj z različnimi cilji, ali se pripravi, želi, da se prenese nek produktni katalog, ali da se nekdo izpolni neko formo, ali da nekdo prije na nek naš webinar, ali pa da se nekdo recimo naroči na sestanek. To je na kratko ideja AI agentov v B2B poslovanju. To sem jaz za danes želel tukaj predstaviti. Gorazd, lepa hvala. Morda bi jaz postavil eno vprašanje, preden gremo na naslednjega gosta, kar se mi zdi relevantno, da mogoče kar zdaj takoj po prezentaciji vprašamo. A bi nam znali odgovoriti na vprašanje, ko govorimo o uvajanju tako imenovanih AI agentov, koliko so finančno v povprečju lahko težke te naložbe, koliko časa recimo traja, da se vzpostavi en tak agent v nekem povprečnem slovenskem podjetju, zaradi tega, ker da bi morda dobili občutek o tem,
v kolikšnem času se tudi recimo takšna naložba povrne, no? Mogoče, če bi lahko da dobimo mogoče malo širši vpogled v implementacijo tehnologije v eno tako povprečno podjetje v Sloveniji. Ja, zdaj, tukaj sem dva neka case-a predstavljal. En je platformski, to je ta Prospecting AI agent, ki je bolj univerzalen, se pravi, ga podjetja lahko najemajo na način, da uporabljajo določeno tehnologijo, ki je razvita v AI agentu, pa podjetje definira, se pravi, to so moja podjetja, ki me zanimajo, ali pa moji sejmi, ki me zanimajo. Na drugi strani vsako podjetje določi svoj nek ICP, ki je njemu enak, edinstven, in potem pač določi, kam želi, da ta podjetja pravzaprav gredo, v kakšen CRM. Se pravi, tukaj so potem stroški neke take vezani na posamezen query ali pa na mesečni najem take rešitve. To se pa odvisno, koliko nekih teh povpraševanj imamo, pa giblje med 500 do 1000 evrov. Zdaj, če govorimo o nekih 10.000 poizvedb na leto, če bi nekdo, recimo, da se ta rang ljudje znajo predstavljati. Potem ta prvi case, ki sem pa govoril v podpori, ker je pa podpora bolj specifična za vsako podjetje posebej. Mi delujemo recimo z nekim frameworkom, na katerem delujemo, ampak je pa znanje lahko, se pravi, baza znanja bistveno drugačna v enem podjetju, kjer imajo zelo strukturiran, recimo vse v nekem, pa rečemo Notionu vse zgrajen, ali pa imajo recimo prav namensko bazo znanja na Wikiju, imajo pa druga podjetja, kjer imajo na SharePointu PDF-je, pa razne Excele in mnogo teh stvari, se pravi, ta del bistveno kompleksnejši za vzpostaviti, pa natrenirati agenta, da zna pravilno odgovarjati. Se pravi, tukaj izgubimo več časa, zato se običajno taki projekti začnejo s tako imenovanim AI readinessom, kjer mi v bistvu v podjetju ocenimo ne samo, ali je support najboljši use case za uporabo AI agenta, mogoče je tudi kakšen drug del v samem tem procesu bolj rentabilen, se pravi, raven iz vidika ROI-ja, in s tem običajno začnemo. Taki projekti se gibljajo tam okrog par tisočakov, pa se tam 5 do 10, pa se potem zaključijo v mesecu pa pol, kjer so pa rezultati običajno neki prototipi, ki jih podjetje lahko že uporablja. Se pravi, ne vezani na same sisteme, ampak jih lahko uporabljajo, recimo dobijo po mailu, tako če bi Jure dobil vprašanje iz Francije, bi lahko sprobal kakšen odgovor, bi pa zdaj ta AI agent dal, in ko bi bil dovolj zadovoljen, bi rekel, jaz bi to zdaj želel pa imeti v produkciji, potem je pa tam neka storitev, pa od tam naprej je pa pravzaprav strošek več ali manj vezan na število porabo tokenov, kar pa vemo, da zdaj to drastično upada. Tudi te advanced reasoning modeli, ki se lahko nekje uporabljajo, ker je to smiselno, da imaš ti malo več časa za razmišljanje, tudi tem cena pada, tako da govorimo za nek tak support ticket pod 1 evrom. Super. Hvala za vprašanje in tudi za celotno prezentacijo. To je bil govor za krajšek iz podjetja Frodix. In hkrati je to zelo dober uvod v našega naslednjega gosta. Z nami pa je zdaj gospod Jure Pleško, tehnični direktor podjetja Tuli, ki bo predstavil, kot že rečeno, kako umetno inteligenco v svoje B2B poslovanje uvaja podjetje Tuli. Še enkrat povemo, da je podjetje Tuli lanski zmagovalec našega natečaja za najboljši B2B e-commerce projekt. Jure, izvolite. Ja, hvala, Klemen, za besedo. Lep pozdrav tudi iz moje strani. Kot rečeno, bom jaz malo pokazal, s čim se pa mi ukvarjamo ali pa kaj počnemo. Samo da vidim, kaj me pa zdaj. Samo da jaz še delim mojo prezentacijo. Evo, takole. Upam, da se dobro vidi. V glavnem, jaz se bom malo dotaknil te avtomatizacije, ki mislim, da je tudi osnova potem za nadaljnjo uporabo umetne inteligence pri nas. Malo da na hitro povem tudi o nas. Mi smo v bistvu
spletna trgovina, pravimo z Lego kockami za strojnike. V bistvu prodajamo take standardne strojne elemente, kot jih vidite tukaj na sliki, kot so ležaji, aluprofili, linearna vodila in tako naprej, kjer je lahko nek strojnik uporabi za v bistvu zgraditi nek stroj in napravo, oziroma se pa te komponente uporabljajo tudi za samo vzdrževanje. Drugače smo družinsko podjetje, 33 let na trgu, jaz sem predstavnik druge generacije. Da se boste znali predstavljati, kakšne velikosti smo dosti majhna ekipa 9 zaposlenih. V lanskem letu smo ustvarili 2,3 milijona prometa. Smo pa zelo močno izvozno usmerjeni. Tako da tukaj v lanskem letu je bilo recimo že 65% izvoza v 72 različnih držav. In kot omenjeno, lansko leto smo zmagali na tečaju od Financ. In tukaj smo v bistvu izpostavili naš projekt avtomatiziranega dropshippinga. Zdaj, kaj pomeni dropshipping? V osnovi to pomeni, da lahko tvoj partner pošlje neko blago direktno tvoji stranki. Se pravi, da mi logistično recimo tazga paketa se ne dotaknemo. In to gre recimo v našem primeru avtomatizirano in čisto v nevtralni obliki. Zdaj, kaj so prvi koraki, da v bistvu taka zadeva lahko funkcionira, je v bistvu to, kar se vidi recimo tukaj napisano na desni strani. Se pravi, najprej smo mogli posinhronizirati artikle, tukaj smo ustvarili tudi avtogeneracije artiklov, se pravi neka pravila, da so se artikli na osnovi podatkov, ki smo jih dobili od dobavitelja, zgenerirali v našo spletno trgovino. Tukaj recimo v naši spletni trgovini imamo zdaj preko 100,000 artiklov in glede na velikost ekipe, ki smo, je neka taka avtogeneracija bila nujno potrebna. Dodatno smo potem sinhronizirali seveda tudi cene in zaloge, kar se v bistvu v živo, live, non-stop posodablja, se pravi, da naši kupci vidijo realne zaloge in cene, ki jih ponujamo. Zdaj ta sistem smo uspeli zautomatizirati v tej smeri, da mi, ko dobimo neko spletno naročilo, ki izpolnjuje vse pogoje, ga naš sistem avtomatsko pošlje dobavitelju. Dobavitelj tako naročilo potrdi, ko dobimo to potrditev, gre tudi spet nazaj avtomatsko do naše stranke. Potem dobavitelj spakira ta paket, običajno v istem dnevu oziroma praktično za naročila do 7 zvečer so sposobni odposlati isti dan. In potem dobimo mi nazaj še potrditev, da je bilo to poslano oziroma sledilno številko, ki gre tudi avtomatsko nazaj do naše stranke. Se pravi, mi se v tem kanalu ne dotaknemo praktično ničesar zraven. Tukaj, kar imamo recimo en del, ki ga še razvijamo, pa izpopolnjujemo, so v bistvu podatki potem v našem ERP sistemu, kjer trenutno to še zmeri, v bistvu moramo mi narediti prevzem, dobavnico, račun, delamo pa na tem, da zautomatiziramo tudi ta del. Tako da bi res je želja, da pač pridemo tukaj do neke 100% avtomatizacije. Lahko še omenim tudi to nevtralno pakiranje, ki nam je dobavitelj omogoča, pa tudi zgleda na način, da oni sprintajo naš dokument, ga dajo v paket noter in tudi kurirska nalepka recimo piše, da je bilo to poslano od Tulija Ljubljane, čeprav je bilo nekje iz Evrope poslano. S tem dosegamo tudi zelo hitre dobave do strank. In sicer recimo tudi, ne vem, v Nemčijo, Francijo gre tak paket v 2 dneh, tudi Ameriko recimo grejo paketi v 3 dneh, so dostavljeni. Tako da v bistvu s tem sistemom ima neke prednosti, ki so je to, da mi ne rabimo toliko veliko svoje zaloge oziroma praktično nimamo potreb po zalogi, plus da so v bistvu direktne linije, so hitrejše dobave za stranko. Zdaj, na tem delu, kar zdaj razlagam, recimo tukaj praktično še ne uporabljamo nobene umetne inteligence, tukaj so vse sloni na neki programski kodi oziroma ki je sledila nekim popisu in zahtevam procesov. Se mi zdi pa tudi to, da je v bistvu to en ključna stvar in sicer po mojih izkušnjah
umetna inteligenca zelo dobro deluje na nekih stvari, ki se jih že dela dobro, da te stvari še pohitri in oziroma poveča na večjo skalo, omogoča delovanje na večji skali. Tako da to je tudi recimo en primer, kjer pa mi potem uporabljamo umetno inteligenco, je to, da smo integrirali prevajalnik DeepL, ki sloni na umetni inteligenci. In ta nam je recimo, smo si z njim pomagali lokalizirati, se pravi praktično prevesti spletno trgovino v različne jezike. V lanskem letu smo to testno naredili na španskem in francoskem trgu, pa plus dodatno smo v bistvu lokalizirali našo angleško stran še posebej za ameriški trg. In tukaj smo zelo dobre rezultate poželi, recimo mi smo gledali analize, da smo na posameznem trgu praktično potrojili promet, kar smo ga imeli prej recimo na določenem trgu, ki smo ga dosegali samo z angleško spletno trgovino oziroma z ostalimi aktivnostmi. Tudi recimo stopnja konverzije se je bistveno povečala v spletni trgovini, zato ker je lokalizirana zadeva. Verjamem pa spet tako, da smo pač te dobre rezultate poželi iz naslova tega, da je bila že osnova dobro postavljena. Se pravi, mi že v bistvu že vsa leta ali pa recimo 10 let se ukvarjamo ali pa sistematsko razvijamo spletno trgovino in veliko se ukvarjamo tudi s SEO-tem, se pravi z optimizacijo za iskalnike, da ko nekdo išče nek naš artikel, da nas dejansko najde. In jaz mislim, da ker je bila ta osnova že dobro narejena, je zdaj tudi s pomočjo umetne inteligence in prevodov se ta dober koncept preslikal še naprej in dal dobre rezultate. Je pa seveda tako, pač mi zdaj tehnično smo načeloma sposobni, narediti spletno stran v vseh jezikih sveta. Tudi stroški teh prevodov, ko je enkrat integrirano noter, sam prevod na koncu, za našo celo spletno trgovino se pogovarjamo v rangu 100 evrov. Je pa recimo druga težava, ker moramo ojačati naše celo ogrodje, serverje, vse skupaj, konec koncev tudi interne procese, da bomo sposobni nek večji naval potem in obiskovalcev na spletni strani in potem povpraševanj, zahtevkov, takih stvari to obdelati in da ob tem ohranjamo kvaliteto, ki jo želimo dati strankam. Drugače pa umetne inteligence poslužujemo tudi v digitalnem marketingu, tukaj predvsem pri pripravi vsebin za razne marketinške aktivnosti, kot sem omenil že SEO, tudi pri oglasih na LinkedInu in ostalih stvareh. Ena stvar, na kateri delamo naprej, pa je tudi že Gorazd omenil, je to, da bomo imeli, da integriramo noter še ChatGPT. In tukaj v tem smislu, da te zahtevke, ker mi delamo po celem svetu, pridejo v vseh možnih jezikih. Zato, da nam bomo tukaj skrajšali nek čas, da nam recimo neka umetna inteligenca pomaga že direktno s prevodom in s predlogom ponudbe, da neko zgodovino stranke ven da bomo mi recimo hitrejši recimo odgovarjali in pripravljali ponudbe za naše kupce. Testiramo ga tudi v bistvu za nadgrajevanje opisov artiklov. Sicer tle se nam še malo zatika v tem smislu, da ChatGPT še zmeri rad malo ali pa oziroma ostala orodja malo halucinirajo, če nimajo točno preciznih podatkov in zdaj recimo v našem primeru, ko prodajamo neke strojne elemente, kjer je v bistvu preciznost zelo pomembna, si ne moramo privoščiti, da v bistvu podajamo neke podatke, ki na koncu niso ta pravi. Tako da to je recimo en izziv, verjamem pa, da v bistvu postajajo orodja iz meseca v mesec boljša in da bomo tudi hitro na dovolj dobri ravni, da bomo lahko se tudi tega poslužili. Tako da ja, drugače pa zdaj vsi te učinki avtomatizacije in umetne inteligence, kot omenjeno, zelo nam pomagajo ali pa lajšajo pri večanju digitalne izpostavljenosti naše, ki je nam ključna oziroma tudi nekako naš glavni kanal. Tukaj sem že omenil to recimo lokalizacijo.
Vsa avtomatizacija, vsa pomoč izboljšuje tudi učinkovitost. Tukaj predvsem se vidi, da smo lahko z istim kadrom sposobni delati več, kar tudi na koncu se pozna na profitabilnosti. Vse skupaj pa tudi omogoča malo več časa za ostale stvari, oziroma predvsem za odnose, ki pa kljub vsej tehnologiji in vsemu ostajajo ključni. Sprav, da so dobri odnosi interno v podjetju in v relaciji do strank. Še zmeraj na koncu rabimo človeka in tukaj graditi odnose tudi s svojimi najdražjimi. Zdaj, da se še jaz malo dotaknem, kako jaz vidim, kam bo neka bližnja prihodnost umetne inteligence v B2B segmentu zavila. Jaz mislim, da se bojo zelo kmalu začeli pojavljati, oziroma se že pojavljajo razni nabavni agenti, ki uporabljajo umetno inteligenco. Jaz mislim, da bojo koncepti, da bo nek nabavnik zdefiniral artikel, da bo rekel, tak artikel rabim ga toliko hiter, cenovni rang naj bo v tem in bo lahko nek nabavni agent šel po spletu pogledati, oziroma mogoče v B2B segmentu, da bojo te stvari vse mičkam bolj zaprte, ampak bo pa najbrž nek nabavnik imel, 3 dobavitelje in bo od njih slej ko prej zahteval, da imajo nek dostop, oziroma da bojo podatki berljivi z umetno inteligenco. Da bo potem nek nabavnik dobil direktno podatek, tale artikel je trenutno najhitreje dobavljiv tam pa po najboljši ceni. Zdaj, na drugi strani verjamem, da se bojo pojavili potem tudi prodajni agenti na osnovi umetne inteligence, se pravi, da bo pa neka umetna inteligenca na strani prodajalca mogla dobro prodati drugi umetni inteligenci na strani nabavnika. In tukaj smo pa potem že, da bo treba vse skupaj optimizirati za umetno inteligenco, sprav, da bo sistem ne dober ali pa tako, kot zdaj razvijamo SEO ali pa se ukvarjamo s SEO tam, da se bo treba še z AI-jem ukvarjati, se pravi, da bojo vse stvari optimizirane in za človeka in za umetno inteligenco, ker bo se to zelo močno prepletalo. Tako da to je na kratko z moje strani, s čim se mi ukvarjamo. Tukaj so še moji kontaktni podatki, tako da če ima kdo kakršnokoli vprašanje, seveda lahko že zdaj postavi, če ne pa tudi mi lahko piše podatke. Jure, hvala. Imamo eno vprašanje za vas, pa mogoče predtem bi jaz še nekaj vprašal, ker se obe vprašanji navezujete drug na drugo. In zdaj se vprašam, če moje vprašanje malo podobno vprašanju, kaj je bilo prej, jajca ali kura, ampak vseeno me zanima tole. Ali je bil v vašem primeru vaš pogled, oseben govorim, v zmožnosti novih tehnologij, tisti, ki vas je napeljal k temu, da ste začeli razmišljati oziroma se ukvarjati z dropshippingom, ali je bilo obratno, ste se najprej odločili za poslovni model dropshippinga in ste potem začeli raziskovati ustrezne tehnologije? Kako ste prišli do tega? Pri nas je bil v bistvu ta bolj prva opcija, se pravi, neke rešitve so se pojavile, ali pa možnosti, bom rekel, in smo jih mi izkoristili. Ker tudi tukaj, da smo mi ta naš dropshipping uspeli izvesti, je na drugi strani dobavitelj, ki je imel pripravljene podatke pa sposobnosti vse to procesirati. Takih mi ali pa v naši branži nismo še prav veliko srečali, oziroma se ukvarjamo dosti tudi s tem, da tudi recimo druge dobavitelje v bistvu razvijamo v ta smer, da jim sugeriramo, da jim kažemo, kako zadeve funkcionirajo, da jih napeljujemo na ta način. Tako da počasi se premikamo v tej smeri z vedno večjimi, ampak definitivno je bila v prvi vrsti možnost, ki smo jo pa izkoristili, ker morajo biti pa stvari porihtane iz obeh strani. Imamo pa še eno zelo konkretno vprašanje s strani ene od naših gledalk oziroma uporabnic. In sicer jo zanima, ne toliko, kdo vam opravlja poštne storitve, da ne bomo zdaj tukaj delali promocije posamičnim dostavnim službam, ampak je vprašanje bolj v smeri, kdo je naročnik pošte, ko govorimo zdaj o dropshippingu, kdo je naročnik pošte, vi ali pošiljatelj?
Tukaj je pošiljatelj, se pravi, pošiljatelj ima te pogodbe z kurirji raznimi in on ima tudi v bistvu ta tehnologija, da pride nalepka kurirska z našim imenom, to je v bistvu njihova rešitev, ki so jo uspeli razviti skupaj s kurirji. Tako da mi tega logističnega dela v primeru dropshippinga se ne dotaknemo praktično nič. Hvala. Še eno vprašanje smo dobili, Gorazd, za vas. Lahko. Slišimo? Ja, se. Se slišimo. Gorazd, eno vprašanje nam je postavila Sandra, in sicer tudi zelo konkretno vprašanje. Ko ste prej govorili o stroških agentov in implementacij, Sandra sprašuje, če strošek med 500 in 1000 evri za uporabo AI asistenta, če je to mišljeno na mesec ali na leto? Ja, za ta case, ki sem ga razlagal v prodaji, se pravi Lead Research Assistant, ta case je na mesec. Če si predstavljamo, to je strošek neke osebe, ki jo zamenjamo, ker lahko pač avtomat bistveno več tega sprocesira za nas. Je pa range, kar je malo odvisen od case-a do case-a. Ok, hvala. Gorazd, morda še eno vprašanje. Kako naj se podjetje odloči, katero vrsto umetne inteligence je smiselno najprej implementirati v B2B poslovanje? Recimo, da nas je danes nekdo gledal, poslušal in dejansko so morda v podjetju že prej razmišljali o implementaciji takih rešitev. Kje začeti razmišljati, pa v kateri smeri, pa kako priti, do tistega pravega produktnega namiga? Se pravi, kaj bi bila prava rešitev? Kako razmišljati o tem? Ja, zdaj, če govorimo, da je osnova B2B poslovanja, recimo tako urejena, kot jo je Jure tudi danes predstavil, ko so zadeve povezane in lahko nadgrajuješ, od tukaj naprej bi lahko šel v smer, glede na to, da je velik nabor produktov in veš, da je ena izmed zadev. Ravno to, če bo enkrat nabavni AI, bo pa prej oseba, ki želiš skrajšati ta nabavni proces in je v bistvu mogoče, da prej izbere tvoj produkt, se pravi, lahko iz te zadeve štartal in iz tega pač štartaš, kjer trenutno v procesih izgubljaš največ časa, so pa zadeve zelo, rečemo temu, lahko avtomatizirane. Se pravi, če je 60% vprašanj podobnih, bi na te lahko začel odgovarjati z AI-jem. To je recimo nek tak zelo čez palec kriterij. Drugače pa čisto tako nekako se tudi mi lotevamo, ko zadeve v podjetju pogledamo, pa rečemo, kateri so te vaši procesi, ki danes tečejo, in smiselno je mogoče tudi narediti, nov produkt si dodal v ERP in ERP ima tak opis, ERP-ovski, zdaj na spletni strani pa rabiš drugačen opis. Ja, takrat, ko bo dodan v ERP, avtomatsko agent zalaufa in objav zadeve na spletu in obogati ta opis. In si že skrajšal ta del časa. In če to recimo dobiš, novih 500 izdelkov, ki jih lahko prodajaš, pa to lahko AI naredi, pa pridobi recimo slike iz kataloga, si že zelo zmanjšal čas, ko lahko ti to začneš prodajati. Tako, je pa malo od case-a do case-a različno. Nekaj je zelo jasen case, kjer začnemo delati, nekje pa je pač treba najprej videti, kaj treba kakšne temelje prej urediti. Hvala. V redu. Zadnje vprašanje današnje bi bilo v bistvu še za gospoda Jureta Pleškota iz Tulija. Pa najprej povem samo še to, da sta oba današnja gosta, tako Gorazd Zakrajšek kot Juret Pleško, da sta oba člana komisije pri letošnjem izboru za najboljši B2B e-commerce projekt. Spomnimo, da je rok za oddajo prijav 11. maj letos. Zmagovalce pa bomo razglasili na dogodku 10. oktobra, tako da prosimo, prijavite se, vkolikor imate kakšne inovativne rešitve. Zdaj pa zaključno vprašanje, Jure, za vas. V kontekstu, kar sem ravnokar rekel, se pravi, glede našega letošnjega izbora, vi ste oziroma vaše podjetje je lanski zmagovalec tega našega natečaja
A bi za konec delili z nami vašo tako osebno izkušnjo, bom rekel, kot morda pogled skozi oči vašega podjetja z našim izborom lani. Kako je bilo in predvsem me zanima, a je konkretno vaše podjetje kaj pridobilo na račun tega? Ja, definitivno. Jaz bi priporočil prijavo vsem ali pa kdorkoli se ukvarja z B2B e-commerceom. Tukaj že v prvi vrsti časnik Finance naredi lepo predstavitev podjetja oziroma se pravi, se dobi že neka brezplačna publikacija. Je že to koristno, v bistvu to je pač že del marketinga. Recimo nam še kot zmagovalcu nam je pa to sploh, se pravi, smo dobili še dodatno publiciteto oziroma predvsem pa zelo lepo zgodbo, ki smo jo lahko delili še po ostalih kanalih oziroma tudi ostalih medijih, recimo iz naše branže. To je bila neka taka lepa zgodba, ki so jo vsi z veseljem zagrabali in objavili. Tako da tukaj je že pač ta neposredna prepoznavnost, ki se gradi kot meni osebno in kot podjetju. Dodatno je pa spet tako, se pravi, jaz sem omenil ali pa B2B e-commerce, se pravi, smo na internetu. In tukaj gleda tudi Google z očmi, kolikrat se ti omenjaš kot podjetje in kje, in ti to pomaga boljš rangirati na koncu, imeti boljšo vidljivost in boljšo prodajo. Tako da, ja, mi smo imeli same pozitivne učinke, pa seveda dobrodošlo je tudi to, da ti pač nek zunanji pogleda tvoj projekt, da nek tvoj komentar, neko potrditev, da si na pravi poti, ker velikrat, oziroma ko delamo nekaj, razvijamo, smo v nekem svojem krogu noter, ja, in je fajn imeti kakšen zunanji vpogled na to, kar delaš. Lepo, Jure, nas veseli, da boste tudi letos z nami v drugi vlogi. Zahvalil bi se obema gostoma, gospod Jure Peško, gospod Gorazd Zakrajšek. Hvala obema za vaš čas. Hvala seveda tudi vsem, ki ste bili z nami. To je za tokrat vse. Do naslednjič vas lepo pozdravljamo s Financ. Adijo. Hvala. Ja.